v svoji notranji resničnosti. Ne? In ker nismo sami, ker nas Bog sprejema v tem, kar smo, v dani situaciji. Ne? Tudi če bi, sem tako spomnim, ko sem bil na enem misijonu in me je klical en možakar, ki dolga leta ni bil v cerkvi, je bil pa poznan tudi potem, da je bil v zaporu, ker je nekoga ubil. Ne? Kako je potem ta otrok jokal kot malo dete, ker čutuje, da ga vsi nekako imajo distanco, ga zavračajo. V Bogu pa se je čutil objet in sprejet. In to je tisto osvobajanje, veste, ko prebuja v tebi tako notranjo prijetnost, zadovoljnost, končno nisi sam. Mnogokrat delamo odrasli slabo uslugo, naprimer otrokem, ker jim želimo samo dobro, in potem jim kar naprej govorimo samo to, kjer niso dobro. Ne? Recimo prinese otrok minus 5, pa ga vpraša, zakaj pa minus, ne? Sploh, ali pa trojko, kaj pa nisi znal, kar naprej, kaj ni. Ne? Bog pa te vidi v tvoji resničnosti in na eni strani te potrjuje v tem, kar je dobro. Ne? Po drugi strani te pa ima prav tako rad, te objema, sprejema v nemoči. To je ta Božja terapija, ne? Ko lahko se v tej sprejetosti tudi sam sprejmeš, spregledaš in potem narediš zaradi ljubezni, ki ti jo dajo tvoje nemoči, tudi tvoje grešnosti, lahko narediš tisti korak iz ujetosti, se preprosto v tej ljubezni osvobajaš, te dviguje, ker te umirja, ker nisi sam. Drugače pa veste, gledamo otroci postanejo veliki igralci naših pričakovanj. Ne? Oni pravzaprav nimajo nekoga, ki bi jih pa sprejemal. Tam jih zavračamo, tam ni, ne? Bog te pa tam sprejema. In tudi ta božanski vzorec, ne zavračaj, ampak sprejemaj. In ko si ti sprejet, potem dejansko, veste, se mirno soočaš s tistimi, ko so tudi, recimo, nemoči ali pa tudi neumnosti, tudi grešnosti. Se sprejmeš in zaradi tega soočenja s tem lahko narediš korak izven. Če se pa ti s tem ne soočiš, potem pa preprosto ostaneš ujetnik, ne? Ostaneš osamljen. Danes so mnogi, ne samo otroci, ampak tudi odrasli, osamljeni. Ne?
v tisti svoji nepogledani resničnosti, od človeške bližine. Nedavno tega je bilo v naši dolini, malo bolj južno od nas, je bilo, mislim, da 3 samomori odraslih oseb in za vsi so veljali, da so bili dobrovoljni. Ne. On je pa bil skozi tak dobre volje. Kaj to pomeni? Da je mogel skozi igrati tvoje pričakovanje in biti EPP faca. Ko je bil pa sam, ko je bil pa žal, tam ne bil pa nobenega z njim, ne? Kak si dober, pa še najboljš kaže. To veliko blefiranje, zaradi katerega smo potem sami v stiskah, v nemoči svojega življenja. Tudi meni so, recimo, starši želeli samo dobro in potem so me sam popravljali. Sam to ni, pa on ni, pa zakaj ni, pa drugi so, pa ti nisi, pa vse nisi tak butas, a si tak butas, ne? In to so eni modeli, ki te odvrnejo od tebe same. In jaz sem šele potem, ne izhajam iz ravno iz verne družine, jaz sem šele potem, ko sem srečal Jezusa, dejansko zaznal to celovito sprejetost. Ja, Bog me vidi v tem, kar je dobro in me tam podpira. Ampak Božja ljubezen me ne zavrača v moji nemoči, ampak se sklanja v mojo nemoč. In ravno zaradi tega se človek lažje sprejme in dejansko potem vidi, se mirno sooča tudi z neumnostmi. Ne? In ko se nasmehneš, rečeš, wow, kako sem to bil, potem dejansko postaje svoboden. Smeh je znamenje, da postaje svoboden. Smeh na svoj račun. Smeh ni posmeh. Ne? Smeh je mojstrovina. Mojstrovina, ki jo osvobaja. Če temelji na samozavesti. To pomeni, jaz vem v mojem življenju marsikaj dobro, ali pa če gledamo na družbo, v družbi je marsikaj dobro, ampak potem pa izpostaviš, ja, to pa je pač tako, pa se nasmeh ironiziraš, se smeješ in s tem izničiš, premaguje zlo. Ne. To je vedno bilo, recimo, ta mojstrovina je bila nekdaj, če pogledamo družbo, najprej družbo, je bila visoko cenjena, recimo, dvorni norčki, ne? Od faraonovih časov pa do 18. stoletja spremljamo te dvorne norčke, ki dejansko so ironizirali norost. Kralj jih je postavil. To niso bili neki, tak bi rekel, pocene variante. Smeh ni posmeh, ne? Ampak je mojstrovina. To so bili miselno najbolj pronicljivi ljudje, ki so pa znali ironizirati neumnosti. In recimo, če berete Kralja Lira od Shakespearea, najbolj modre izjave ima tam dvorni norček. Ne? In kaj je bila naloga? Če je videl dvorni norček, da bo kralj naredil neko neumno potezo, je kralja posvaril na 4 oči. Kako? Najprej ga je pohvalil, glede, razmerje je 5:1. Prvo moraš ti povedati človeku 5 dobrih stvari, pa izpostavi tisto, kar te moti in bi želel, da spremeni. Jaz včeraj sem bil zvečer v Trebnjem, ko sem se vozil nazaj, veste, predvsem je v Štarijami poln avtov. Šel sem pa nazaj, ker sem imel šele pozno, sem imel predravljen, sem tam okrog 11, pred Štarijami poln avtov. Noter pa deci, ki se bojijo iti domov. Zakaj? Kako pride domov, bo najprej ženska, kje si pa bil, pa spet nisi bil, pa to si bil, probite drugače. A si prišel, lepo, lej, to sem ti pripravila juhco, pozabila sem ti zahvaliti, pa poveš 5 dobrih stvari, pa rečeš, a bi mogoče prišel jutri prej. Preletu bo prej. A bi mogoče naredil tisto na podlagu 5, takoj bo naredil tisto. Razumete, to je mojstrovina. Tudi dvorni norček je rekel kralju, glej, ti, ki si znam potem, da si naredil to pa to dobro. A si predstavljaš, pol je pa ironiziral, da bi pa naredil tako neumnost. In se je kralj začel režati, ker je znal ta norček ironizirati in je z lastnim smehom izničil norost, veste. To je mojstrovina. Ali pa recimo, če pa je bil kralj z svetovalci, pa je hotel katero od svetovalcev, ministrov, podtakniti kralju v uzakonitev, kaj je nedopustnega, kaj je noro potezo, kaj je naredil dvorni norček. Najprej pohvalil kralja. O kralj, ti, ki si znan, da si izbere za svetovalce najbolj modre, tako prvo je kralja hvala. Pol je pošel na tistega ministra, ki je hotel podtakniti nekaj nedopustnega, pa ga je najprej pohvalil, ki si se izbral
za svetovalca tega in tega, ki je naredil to pa to dobro, ali si predstavljaš, da bi, pa je pa ironiziral tisto, kar je hotel. In so se seveda režali, tudi tisti minister se je režal in je sam izsmejal novost. Zato je ta mojstrovina smeha, ki ni posmeh, to je mojstrovina. Ko so pa zginili dvorni norčki, je pa lahko zavladala norost. In če vi vklopite televizijo v času tega dnevnika, vidite same prizore tipov, ki se menijo, pa se ne znajo zmeniti, revščina v svetu spet rapidno narašča. Vsak dan umre 36,000 otrok zaradi revščine, medtem ko se recimo zdaj pogovarjajo tisti, nimajo dvornega norčka, v Davosu, veste, koliko avionov je pristalo, zasebnih avionov, na zadnjem sestanku v Davosu 1500 avionov, torej 1500 tipov se je pripeljal vsak s svojim avionom. In pa so se pogovarjali o revščine, da se heci. In to bi mogli ironizirati, ampak nihče ni ironiziral, nam pa kažejo, kot da se bo zdaj nekaj zmenili, ne bojo se. Mogli bi jih ni dvornega norčka. Če bi zdaj mogli uvesti kakšno ministrstvo na novo, je to samo ministrstvo za ironijo in smeh. In minister bi se imenoval dvorni norček. Torej tisti, ki bi imel na vseh resorjih svetovalce, ki bi mu za sejo vladu prinesli material in on bi si delal norce, ironiziral bi nore poteze. Meni tu kmetje pravijo, kakšne oslarije se dogajajo. Pa sam vem tudi, dobi zavrnjeno, zato ker ni dovolj natančno lektura, koliko vej, sem smislil, ne povem, prečrtal sem 300 vejc in dodal 450, mislim, take nore imajo, da ne veš, kdo je, ampak pustimo zdaj to, En takšen dvorni norček, ko smo živih v cerkvi, je bil ob enem dvorni norček, pa božji norček, je bil znameniti pridigar Abrahama Santa Chiara v 17. stoletju na Dunajskem dvoru. On je eno nedeljo, ko se je razpasla na dvoru pohujšljiva moda, to pomeni, da so bili zelo globoki dekolteji, je se on razhudil in je rekel s prižnice dol, da take ženske, ki se tako oblačijo, niso vredne, da jih pes po ščiji, se veste kaj. In potem so šle te ženske globoko užaljene k cesarju. Cesar je poklical svojega dvornega pridigarja in mu je rekel, da se mora naslednjo nedeljo upravičiti, da mora preklicati. In Abrahama Santa Chiara je stopil na prižnico, pa se je rekel, sem vedel, da imamo pametnega cesarja, ampak da je tako moder, si pa nisem mislil. Veste, me je poklical k sebi. Sem vam rekel, ve tam, sem vam rekel, da niste vredni, da vas pesem. Ampak cesar je pameten. Videl je, rekel je, da moram preklicati in se opravičiti. Se vam opravičujem in preklicujem, ve, ste vredni, da vas pesem. To je ta mojstrovina. Veste, ko se režijo, obene pa slišijo in spremenijo. Kajti zanimivo, da se je začela potem moda na Dunajskem dvoru spreminjati. Veste, kak je znal? Če bi sam šimfal, on je znal, vsi so se režali, ampak ker so se režali, so pa tiste še bolj začutile in so začele tiste cote malo dvigovati. To je ta mojstrovina. Isto pa na osebnem področju, recimo ironizacija. Nikoli se ne smejemo na drug račun, ampak se lahko na svoj račun, ampak takrat, ampak zopet na temelju samozavesti. V družbi isto, smo rekli, najprej to je v Sloveniji, to pa to je v redu, to pa recimo damo v ironijo, sam veste kaj. Mi v tistih časih, ko smo rekli, da je nevarno govoriti resnico, da smo imeli časopis, Cajtnik, tednik, Pavliha. Vsak teden je ironiziral norost. Imeli smo Ježka, imeli smo Mapečev. Kaj pa zdaj, ko je demokracija? Jaz sem vedel cel kup vicev o tovarišu Tito, da ne govorim o Dolancu, ki je bilo še posebej veliko. Da pa ne vem niti enega vica, ne o Junkerju, ne o Putinu, ne o Trumpu, niti enega. In Cajtnika za ironijo nimamo. So se revije podvojile, iz Jame je ratala še Zarja, iz ne vem kaj vse je ratala.
Pavliha je pa zginil. Zakaj? Ker hočejo, da jemljemo norost zares. Ironizacija je nevarna. Družbe ne spreminja revolucija ali pa vojna, ampak ironizacija. Ne vem, če ste brali roman Umberta Eka, ali pa gledali film Ime rože, ne? Tam nastopa tisti slepi menih Jorge, ki mori samo zato, da zamori smeh. Da jemlješ potem tiste tipe, da jemlješ diktaturo, da jemlješ manipulacijo zares. To, kar sem rekel prej, odprite dnevnik, to je noro. Mi pa jemljemo resno. To bi mogli ironizirati. Mi pa jemljemo resno. Zato je to mojsterstvo, zato je Aristotel pisal o smehu, ker je to mojstrovina, tako na družbeni ravni, kakor na osebni, ne? Ko sem šel jaz od doma, mi je mama rekla, Karli, pa nikoli se ne jemlji preveč resno. Sam jaz sem mislil, da greš v klošter, jaz mislil, da se moram jemati strašno resno, ne? Ampak ne, ko si ti jemlješ resno, pa je videl pol en jezuit, ne? Iz družbe Jezusove, jezuitom se reče družba Jezusova, je videl, kako sem tam čist bil prvo leto, tako sem se držal. Kipi niso tako pobožni, se spomne, že tako se se jaz držal. Malo sem poslošen, učki, tako, ne razumete, grozno. Ampak takrat sem mislil, pa se pač moram tako držati. Ne? In pol je videl en iz družbe Jezusove, kako se držim, pa je, mi smo eno srečanje redovni, ko je prišel k meni, pa je rekel, ti, a veš, da smo mi iz družbe Jezusove, pa vi, kapucini, prišli istočasno v Ljubljano. Sem rekel, vem. Je rekel, pa ti veš, da Ljubljančani so se spraševali, kjer pridiga. Kdo je boš pridigar, ali iz družbe Jezusove ali kapucini? Pa so rekli, dajmo izprobati. In so se smeli tako, da bo eden iz družbe Jezusove pridigal v ljubljanski stolnici, isti dan po kapucini, temo pridiga data pa drugemu. In prvi je stopil na prižnico iz družbe Jezusove, to je jezuit, iz družbe Jezusove, pogleda temo pridige, ki mu je da kapucin in začne govoriti uro pa pol. Ljudje se povesijo čelusti, še bi ga poslušali, ampak po uri pa 45 le reče amen. Ljudje se niso mogli zadržati za ploska. Pride za njim na prižnico kapucin, pogleda temo pridige, ki mu je dal ta iz družbe Jezusove. In veste, kaj je pisal tam? Pisal je Jezusove prve misli v jasnici. Kaj ne to pridigaš? Jezusove prve misli v jasnice. Pogleda s prižnice dol srdito na onega iz družbe Jezusove, ki se mu posmehuje. Ampak kapucin kaj je? Prosi za navdih svetega duha in ga dobi. In začne, še enkrat pogleda dol, z rahlim posmehom na onega iz družbe Jezusove. In začne, dragi brati in sestri, Božič je, Jezus odpre oči, pogleda levo, 8, desno, vol, in zavzdihne, o nebeški oče, a je to družba Jezusova? Vi ste se zdaj nasmejali, jaz sem tako, če nisem. Sem težek primeri, kaj se zgodi, pol mi vidi ta jezuit, kako se še vedno držim resno, ne, pa reče, veš, pol je pa kapucina pekla vest, ne, da je tako popridgal, pa je prosil tega iz družbe Jezusove jezuita za sveto spoved. Pa je rekel, jezuit nič hudega, ne, pa mu kapucin prizna, da je vendar nekoliko nespodobno družbo Jezusovo napeljal na tistega ostička pa vočka. Pa reče, jezuit nič hudega, boš pa z malo pokoro, ja, bomo dali. Pa kar dejmo vse 3 dele rožnega venca, po vsakem rožnem vencu pa lepo moli litanije na čast vseh svetnikov. Kapucino je kar zakuhal. Tako je to je ura pa pol, če moliš ko ekspres zrak. Ampak hvala Bogu, je tudi jezuita pekla vest. In je rekel kapucino, a bi me tudi izpovedal. Rekel kapucin, seveda. Pa mu prizna, da me res podtaknil malo zagonetno temo pridige. Je rekel kapucin, nič hudega, Bog ti odpušča.
No, bomo pa dala, pa dajmo eno pokorico bomo dala, no pa kar pomoli. Litanije, samo ene litanije na čast vsem svetnikom, pa vsakemu skliku pa le dodaj vse 3 dele rožnega No, pa sem se pa že tudi jaz malo nasmehnil. To je pa, koliko časa bi bili intenzivno? 14 No, intenzivno, ja. Ampak, ker še nisem se dovolj nasmehnil, je on nadaljeval, ta jezuit mi je prepovedal. Veš, pa so se spraševali tudi, kjer pridiga, kjer zna teologijo. Jezuiti so znani kot zelo učeni, ne. Ampak mogoče pa tudi kapucini niso od muh. In je šel župan zopet k predstojniku jezuitov in kapucinov in rekel, čez en teden bi se pa še sprobal v znanju svete teologije. Jezuitski predstojnik takoj gre k najbolj brihtnemu jezuitu, rekel, čez en teden pomeril se bo s kapucinom, on se vrže v knjige, poglavlja teologijo. Kapucinski predstojnik je bil pa bolj raztresen, pa je pozabil določiti enega. Na predvečer se spomne, skliče vse patre in brate. Patri so tisti, ki so študirali teologijo. Bratje so pa tisti, ki niso. So vrtnarji, kuharji, vratarji, karkoli takega. In reče, joj, pozabil sem določiti enega. Jutri mora iti en od patrov, da se pomeri z jezuitom. Ja, so vsi ustrašeni. Enega takoj začne boleti zob, enega useka v vratu, enega v križu. Vsak je bil izgovor. Do mene. Pa se pojavi kuhar, ki sploh ni študiral teologije. In ker ni bilo drugega, kaj hočeš, je šel pa kuhar. Ljubljanska stolnica zopet nabito polna, spredaj pred oltarjem, že stoji jezuit, vas posvečen, kar buhtel je iz njega znanje. Kapucin preprosto gre gor, kar bo pa bo. Jezuit se mu rahlo posmehne, kuhar je se posmehne. In naredi zelo samozavestno. Kapucin ga pogleda, pa ni tako. Jezuit se zmede, stopi celo korak nazaj in naredi takole. Kapucin takoj njemu nazaj. Bil je pav. Videl se je, da ga kapucin premaguje, stopi celo 2 koraka nazaj, razmišlja, zbegan, pa se spomne, potegne iz žepa jabolko, pokaže jabolko. Kapucin se pa začne režati na ves glas, pa potegne ven kos kruha. Jezuit pav, globoko se pokloni, prizna poraz in osramočen zapusti cerkev. Pride domov, pa ga vprašajo ostali jezuiti, kak je bilo. On reče, strašno. Če že kuhar